pravkar smo zaključili prvo konstitutivno sejo preiskovalne komisije za gradnje avtocest, kot jo bom nakratko poimenoval. In v okviru prve točke smo člani komisije potrdili njeno sestavo. Druga točka pa je bila namenjena dogovoru o delu. Sprejeli smo sklep o pripravljalnih preiskovalnih dejanjih, in sicer z 3 glasovi za, eden pa je glasoval proti, 2 pa sta se vzdržala, tako da komisija lahko prične z zbiranjem dokaznega gradiva za to preiskavo. S tem sklepom smo določili, da komisija od pristojnih inštitucij pridobi naslednja gradiva. Spise gradbenih firm, ki so sodelovale pri izvedbi gradbenih investicij javnega pomena na področju izgradnje avtocest in objektov javne infrastrukture, financiranje sredstvi iz proračuna Republike Slovenije od leta 1996 naprej ter skupna vrednost pogodbenih del. Nadalje pogodbe z izvajalci o izgradnji avtocest in aneksi. K tem pogodbam se od leta 1996 naprej, ki jih je sklenila Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, kot tudi v tem času sklenjene pogodbe in aneksi med izvajalci in njihovimi podizvajalci. In še razpisi Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za projektantska in gradbena dela za obdobje od leta 1996 naprej. Nadalje smo zahtevali revizijsko poročilo pravilnosti postopkov pri gradnji predora Šentvid, številka 1201 pomišljaj 3/2007, črtica 53 z dne 10. marca, in revizijsko poročilo izvajanje in financiranje programa avtocest, številka 1208, črtica 1/2007, črtica 21, prav tako z dne 10. marca 2009. Nadalje resolucija o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, predlog letnih planov razvoja in vzdrževanja avtocest, sporočili matičnega delovnega telesa Državnega zbora in sprejetimi letnimi plani za obdobje od 1996 do 2008. Program dela DARS za obdobje od 1996 do 2008, sporočili matičnega delovnega telesa Državnega zbora in sprejetimi odloki o soglasju k obravnavanim programom dela za to obdobje. Poročilo o izvajanju letnega programa dela DARS za koledarska leta od 1996 do 2008, potem predlogi odlokov o letnem planu razvoja in vzdrževanju avtocest, sporočili matičnega delovnega telesa in sprejetimi odloki o letnih planih za omenjeno obdobje 1996-2008. In nenazadnje tudi časopisni članki in izjave povezani s klientelizmom in korupcijo v gradbeništvu. Vsem naštetim organom iz zgornjih alinej smo določili rok za predložitev gradiva, to je najkasneje do 15. januarja 2010. Zdaj v razpravi so bile podane nekatere pripombe, nekateri so bili proti, da gradivo ni zadostno, vendar je prevladalo mnenje, da poslovnik, ki nam daje to možnost, da se ta sklep dopolnjuje kadarkoli, seveda, če za to nastanejo razlogi in ko nastanejo, se to kadarkoli lahko dopolni. Preiskava bo zajemala obdobje gradnje avtocest, kot rečeno, od leta 1996 do 2008, in ta naša komisija želi predvsem ugotoviti politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali v postopkih gradnje avtocest in pa ostale prometne infrastrukture. Obstaja namreč sum, da so bili postopki politično dogovorjeni, netransparentni in negospodarni, ter da sta bila prisotna korupcija in klientelizem. Zdaj naša želja je, da se tekom preiskave preveri, ali so obstajale povezave med posameznimi nosilci teh aktivnosti
ki so bile vključene v pripravo javna naročila in izvedbo teh gradbenih poslov, ter v postopke lastninskih preoblikovanj menedžerskih odkupov gradbenih podjetij in vlogo nosilcev javnih funkcij pri tem. Podpisniki zahteve za ustanovitev parlamentarne komisije smo namreč že v zahtevi opozorili na podražitve programov izgradnje avtocest za več kot 400%, z 1,8 milijona dolarjev od leta 1994 na zdajšnjih predvidenih 8 milijard ameriških dolarjev. Opozorili na praviloma višje cene gradnje odsekov in od predvidenih in tudi razpisanih. In še na dodatne spremembe pri projektih, to je od priprave projekta, nakupa zemljišč, umeščanje tras, do sprememb in potem, ko je bil državni lokacijski načrt že sprejet. Menimo tudi, da je za takšne spremembe bilo potrebno tudi politično soglasje, saj je politika močno vpeta v celoten proces gradnje avtocestnega omrežja, se pravi od načrtovanja, priprave nacionalnega programa, letnih načrtov do imenovanja nadzornikov Darsa. Naj na koncu omenim še to, da je večino razpisov dobilo največje slovensko gradbeno podjetje SCT in ta njegovo konkurenčno podjetje na razpisih pa so delali pri SCT-ju kot podizvajalci. Torej, obstaja sum, da je pri teh postopkih verjetno šlo za prirejene razpise in fiktivne prijave za razpis. Sem prepričan, da bo ta preiskava ta sum ali ovrgla ali pa morebiti tudi potrdila. Od moje strani, hvala lepa.